Fantje, kdo je najboljši motokrosist na svetu? Čopa! Tako. Kaj ste rekli? Ne, Peter. Akcija, reakcija, srečem, ne? Ne, veš kaj, čak, moram dati kapo, nisem bil pri frizerju. Tako, zdaj na primer, Joške so? Akcija, a te je biti, zdaj malo. Družbica, danes bo prav je tak poseben dan, popoldne, ne, lahko rečemo. Pred sem na progi na Pahi, kje je Paha? Paha je blizu Novega mesta. Mačkam smo iskali, ampak smo takoj najdli. Ampak, ne samo to, danes bomo tudi nekoga spoznali. Spoznali bomo večkratnega državnega prvaka, spoznali bomo komentatorja motokrosa. Mislim, jaz sem počaščen, ko mi čakam, ampak še prej grem pa jaz malo na ogled tele progice, ker sem prvič tukaj, ker ne vem kako bo, da se malo sprostim, kakorkoli, pol pa lahko povemo kaj več. Tako da, do takrat, družbica, smo na vezi. Tole diši po limonci, po vohe. Bolejo, roke bolejo. Tak motor pa nima tačke, stari, ha? Gremo v senco, tle ni več pameti. Evo, takole, ogrevalni krog za mano, pa sem že čist moker, brez veze. Danes boste spoznali Petra Irta, moč sem zdaj da glih oddaja varianta, pa vse tak nabijetek, pa ne, je pa za izkoristiti, tako da. Peter, lepo te videti, večkratni državni prvak, komentator motokrosa na Šport TV-ju. Še zmer dirkaš takole za dušo ali hobi, ali si že, mislim, Težko je nehat, ne? Težko je nehat, ker si enkrat o tem, čisto razumem. Kdaj si začel, kako se je vse skupaj začel? Ja, jaz sem imel srečo, da sem imel dva starejša brata, tako da sem v bistvu že od majhnega skozi tem, ampak nikoli me ni prav privlekel, no. Tako da na začetku sem bil zmeri raje malo mehanik, pa gledal daleč, pa enkrat me je pa prejel po 8 letih, da bi pa tudi jaz tekmovati začel, no. In pa sem pa zmeri si želel, da jih enkrat prehtim, tako da zdaj mogoče kaj jih ni, a ne, sem krajši od njih pač, no. Pole bo zmer to bratsko rivalstvo, pa čim je eden napredval, je še drug šel za njim. Ja, sigurno, pa če še eno tujino, pa je drug tle v Sloveniji treniral, pa treniral še tako bolj, da pa ste skupaj prišla, da so bila spet konkurenčna. Tako da mislim, da skozi celotno kariero je bil zmeri ta rivalstvo, nek glaven potencial. Jaz sem za vas, brate, slišal že, preden sem se sploh vrgal v motokrosu, preden mi je prijatelj pokazal motokros, se pravi vi ste kar neke zvezde Slovenije, ali kako ne rečem, prepoznavnost imate, no, ker že od majhnega ste veliko uspehov ste doživeli. Ni bil to slučaj najbolj, da sem vas zasledil že prej, ne? Da bi rekel prepoznavnost ne, ampak sigurno je prednost, da smo trije. In je zmeri en bil v spredju, zmeri en ta pring predstavljal, tako da če sta bila dva ali pa če je samo ena, ne, je to zmeri težji, če se poškoduje, ga recimo en let ni. Klej pa ta pring bil skozi prisoten. Res je. Jaz dobim dosti vprašanj od mladostnikov, želim si motorja, doma mi ga noče kupiti, kaj ni naredim, kako ne starše prepričam in predvsem, kater motor je primeren zame. In zmer nekako odgovorim, mislim, zdaj bom pri tebi preveril, čeprav odgovorim, zmer jih vprašam, odvisno koliko si star, odvisno koliko imaš izkušenj, koliko si težak, koliko si velik. Ja, sigurno. Sem še kaj falil mogoče? To je predpogoj, se pravi, če je star 8 let, ampak je toliko velik, da ne more iti več na 50, ko ga daš na 65.
ali pa kaj podobnega. Je pa zmeri bolj, ne, se pravi, tudi za starše je bolj, če greš v neko šolo, v neki, kjer se to dela, se pravi, profesionalno, oziroma da se zna trener pristopati temu. Mislim, da tudi starši pa lažje zaupajo in ti dovolijo, da lahko treniraš. Je pa tudi najbrž za starše velik finančni zalogaj, ne? Ampak najbrž v šolah tudi nudijo neko podporo, najemo, kakorkoli. Ja, mislim, motorjev. da zdaj smo začeli, se pravi, s tem rentinjem, z opremo, z motorjem, z vsem, da lahko se prvič otrok spozna, ali pa starejši fant, in da sploh začne te svoje prve korake, da ni tako vložka, recimo 5 evrov ali pa 4, ampak da lahko za manjši denar proba, pa vid, se mu splača kupiti ali ne. Ja. Daj mi poveš še nekaj, me zanima. Kako si zaplaval v komentatorske vode? To mi je taka interesantna najbrž zgodba je za tem. Ja, če bi vprašali mojo mami, Ja. bi rekla, se pravi, ker sem se šolil še v osnovni šoli, je rekla, da ko bom velik, bom jaz komentator športa. Ampak na koncu je bilo pa to nek naključje, se pravi, poznam se osebno tudi s tem Gregorjem Žvabom, ki dela na Športeveju, ki je bil prej kot komentator. In ko sem nehal, sem v bistvu rekel, da če želijo, bi lahko probali, ker imam nek vesele, znanje in pa fante poznam, tako da so pa bili tako prijazni, da so me poklicali. Na začetku smo mogli fajn trenirati, ker tam ne moramo tako sproščeno se pogovarjati, kakor se kle. Tako da ja, nekih treningov malo, se pravi, z gumo sva se uskladila, on me je dosti naučil tudi. Tako da mislim, da skozi leta sem tudi boljši. Zmeri radi tudi poslušate. Ja, mislim, ful je dober, ker sodelujeta, da nisem en komentator, da ni monotono, pa tudi, ko on tebe vpraša, poveš nekaj iz prve vrste, iz vidika voznika, ne? Ker mogoče marsikjer komentator komentira, ampak se športom dejansko ni toliko profesionalno ukvarjal, kot ti. Ja, tudi recimo ena glavnih takih je spoznavanje voznikov, še prav, dokler ne dobiva tistih uradnih rezultatov. Jaz praktično vse voznike še zdaj na pamet poznam. Seveda, če si dirkal z njimi in jih pred sabo videl ali pa včasih tudi za sabo, je to sigurno lažje. No? Ja, super. Kaj ćemo še povedati? A imate vi kakšno vprašanje? Tukaj zadnji imamo tudi publiko, daj pridite nas malo pozdraviti. Pridite zdraven. Zelo take nadobudne dirkače imamo danes tlele. To so pa vaša mlada šola, kako? Ja, to so v bistvu te, mogoče že malo starejši, ne tako mladi, ki so najbolj pridni, pa najbolj zakreti, pa so večino treningov zraven. Ja. Aha, se pravi, tle je potencial Slovenije za prihodnje leta. Ja, sigurno nekaj je in upamo, da se pravi, bojo starši skupaj lahko zmogli vsa ta leta, da pridejo do enega tima Gajserja. Ja, ker bi vsaj bil še eden. Ok, danes pa še zaradi ene stvari tukaj. A ja, lahko še v bistvu to zgodbo povem, kako sem bila s Petro prišla skupaj. Prejšnji teden, najbrž, kdor me spremlja, ve, da se mi je pokvaril motor, oziroma ni mi vžgal. In pač sem objavil na story, kaj hudi, če je zdaj s tem mojim KTM-om. In Peter se je prijazno, vljudno odzval, mi dal neki nasvet, kaj ne pogledam. In pol je tematika v bistvu zanesla k temu, da sem ga jaz nekako povabil izvolil, dej kaj pa, če bi mi se enkrat dobili, da bi šli skupaj na progo, dajmo neki posnet in je rekel, ja, ni problema. In evo, danes naslednji teden v bistvu že smo tukaj in je rekel, da mi bo dal za probat KTM 450 s kakšnim vzmetenjem. Jaz se ne spoznam, tako da bom rajte prepustil te besede. Ja, glih v tem času si kle, ker se pravi imam motor od Moto X Generation, ki ima popolnoma fabrško vzmetenje, White Power Kone valve, se pravi spredi in zadnji. Tisto vzmetenje, ki ga praktično tekmovalec, ki hoče svetovno voziti, pa ni tovarniški voznik, lahko kup in s tem potem tekmuje. Tako da to je največji približek, ki si ga lahko prvoščimo, če seveda imamo tukaj, da si ga lahko. Tako da jaz kar ne vem, če bi si upal na ta motor, ne? So 450, iz 250, mislim, malo bolj počasno šel najbrž. Ne, mislim, da jaz sem zmeri zagovornik, da 450 je lažji voziti, može z visnimi prestavami, mogoče malo manjšim obrati, pa je dosti lažji. Je pa res, da jaz sem tak voznik, ki mi to paše, spet drugi bi pa trdili drugače. Dobar, družba nič, dej, najbolj da gremo kar pogledati, kaj so to za ene vilce, kaj je to za en motor, pa se vidimo v naslednjem kadru. Pa hvala vam, ker ste se tle postavili. Kam si pa ti padel, vidiš, vse mi z rok leti. Slačati bi se mogel ob tej muski. Ja, jaz se pa oblačam, fakt. Dobro. Pa se tudi to Aha, gledal. joj, ne, pa se si. Čaki, cenzura. Ne, se punce pa to rade pogledal, se mi zdi, ker se fakt oblačam. Sem malo bolj nabiti, ne taki, ker sem. Nimaš kaj. Narava me ni obdarila. Ma to pelska, da
se kar zatakne. Kombinzon, ne? Ja, kaj pa si ti misliš? En vlog bo padel, vidim. Proper vlog, ja, danes imamo snemalca zraven. Pejte z mano malo, ajde, se bova dajala. Ne, če ti bo vlog Ne, čuvar, da je to. Nisem bil snem. Ja, malo se hecamo, se to je ti Sem prav. A si sleki doma? Ja. To si vsak dan tle, praktično. Čim je odprt. Evo družba, to so te slavne vilce VPL, kako se jim reče. Ja, White Power, Kune Valve. White Power, Kune Valve. Kune Valve. Daj mi povej, kaj je razlika naprimer med mojimi vilcami pa temi profesionalnimi vilcami. Ja, te vilce so se pravi dvojni kartridž, je noter olje, pred tvoji je zrak. Boš pa videl tudi, se pravi, glavna razlika so materiali in recimo po pol ure, če se boš vozil pol ure na vročini, bo motor še zmeri dobro delal, tako kaj treba. Tvoj pa ne bo več to, no. Ja, pa tudi roke najbrž ne bo. Roke bojo manj trpele, pa kar je glavno, recimo, če boš ti kakšno napako naredil, ti zna motor dosti nazaj pomagati. Sicer tole je 450, tako da ne vem, si bo mogel bolj sam pomagati, pa do motor meni po moje. Ampak ja, imaš še kakšen nasvet zame, preden grem tole sprobat, na kaj ne bom pozoren? Se pravi, glavno boš počutil tiste klanj zgor, ki so lukne, pa not ovinke, se pravi tiste lukence, da vidiš kakšna razlika, pa koliko bolj tak kompakten motor ti bo deloval. Ok, super, nič, najboljš, da gremo v akcijo, pejte z mano. Dela, evo, pomagajte. Sem da se malo odžejam, bom takoj. Tole je bilo pa noro, to je bilo pa izkušnja, čist neki noga, čist neki drugega. Bolano, jaz sem se počutil veliko bolj sproščeno, nisem sploh verjel, no čakajte sem, da se bo tale odpeljal. Tako ja, roksa gor pa gremo, majstri. Kje smo ostali? Če sem naredil kakšno napako, sem jo veliko lažje odpravil in nadoknadil tisto hitrost, da sem kje preskočil. Medtem, ker pri 250, se veste, kdor vozi ve, pač ga moraš tiščati, tudi čez ovinek moraš lepo odpeljati, da dobiš tisto pravo hitrost, da greš čez kakšen skok. Medtem, ker tukaj ni bilo problema, res noro. Sploh ne vem, kva ne še povem. Te glavne stvari je pa itak Peter povedal, tako da to je pa to, čisto na hiter. TikTok je prihodnost. A smo? Snemamo čez 5, 4, 3, tako, kar pohite, fantje, noben ne bo čakal, klele. Ja, kva se bo to vrsto postavil, kar za obstrel, ali kaj, valjda da ne. Pejte k motorjam ali pa neki, ne? Neki delate in jaz vas nekaj vprašam. Jo, molarija, vas je treba kar zmetati skapaj. Ti už mogo tudi malo bližje, veš? Kar na glas, kar zader se, veš? A greš ti na uno stran motorja? Ok, ste, gledate motor, neki pogovarjate se. Fantje! Kdo je najboljši motokrosist na svetu? Čopa! Tako. Kaj ste rekli? Ne, Peter. Lažji pol, ko se ogreješ, no? Ja, kaj pa če daš ti čelado dol, mislim, očala pa čelado.